Imaš? Imam. Dobro. Če te jaz vprašam, ti ne reči imam, ampak ti ne reči ok? Ok. Ne, ok, moraš reči Ok. Ne, gledaj, če te hočeš reči da, Ok. moraš reči namesto da, ok? Ok. Danes smo si ogledali še eno Sebastijanovo predstavo, mislim, kot vse je bila tudi ta vrhunska. Danes smo spoznali kar, mislim, da 5 lutk. Vsaka je bila popolnoma svoj lik, edinstvena, vse so čarale, vse so nas navdušile. Odrasli smo bili navdušeni, da o otrocih sploh ne govorim, skratka, wow. Pri supertalentih sam Sebastijan v bistvu vzame to, kar priznajmo si vsi malo radi gledamo, ne, te super talente, glih prav ene minimalne parodije na to, ampak v resnici pa dejansko drži tako starše kot ta-male, ne vem koga bolj, ampak oboje je enak dober. No. Meni se je ful dopadlo, jaz sem se smejala od začetka do konca, simpatična, zabavna, prav za družino je krasno, vsi so se zabavali, jaz mislim, da Super. Res, ker vsak lik je bil po svoje nekako zanimiv, v eno drugo smer, ne? In vsak je bil, tako da jih je zelo nasmejal, ne? In zelo so sodelovali otroci. Tako da res, meni je bila super predstava. Super talenti imajo še eno zadevo in sicer sam Sebastijan, ta beseda mi gre malo hecno iz ust, ampak je ventriloquist je, ne? Se pravi, kaj je to? Tisto, kar dejansko govori iz trebuha, se pravi, nekdo tukaj ena lutka govori, izgleda, da lutka res govori. In sam Sebastijan to dejansko dobro dela, res. In potem, ko pa to zmeša se še s temi čarovniškimi veščinami, pa dobite en zelo poseben šov. Tako da, jaz mislim, da bomo v tem šovu še veliko slišali. To nekaj zanimivega, novega, ker ni samo čarovnija, ne? Niso samo čarovniški triki, ampak je še ostalo, ne, imaš veliko smeha, no. Vse predstave, kot tudi ta, so primerne za širšo publiko, tako za odrasle, kot tudi za otroke. Uživamo, tako da v Rogaški smo uživali in prepričana sem, da boste tudi vsi ostali, ki boste spoznali Sebastijana in njegove lutke, navdušeni nad predstavo.